10-letno dekle je vsak dan hodilo peš v šolo, dokler nekega jutra ni več prišla. Ki je pogrešana. Mislim, da danes zjutraj ni prišla v šolo. To je sprožilo obsežno iskanje. Majhno deklico je ugrabil morilec, ki se je skrival na očeh vseh, in ko je končno spregovoril s policijo. Sem pošast za to, kar sem storila. Obravne vam tragično izginotje Jessice Ridgway in kako je policija izsledila odgovornega moškega. Sem Angelette Levy in to je Crime Fix. Zjutraj, 5. oktobra 2012, je 10-letna Jessica Ridgway odšla v šolo. To je bila pot, ki jo je prehodila že na stotinekrat prej, a tisto jutro je bilo drugače. Jessica ni nikoli prispela. Ki je pogrešana. Mislim, da danes zjutraj ni prišla v šolo. 5 dni kasneje je policija našla ostanke Jessice na polju. Iskanje njenega morilca je preiskovalce pripeljalo do najstnika, ki je živel manj kot miljo stran. Fant, ki je študiral med vsemi stvarmi pogrebništvo. Fant, katerega lastna mama bi opravila klic, ki bi spremenil vse. Ampak on je to storil in dal mi je podrobnosti. Njeni posmrtni ostanki pa so v moji hiši. Kar je Austin Sieg povedal policiji, je razkrilo temo, ki se je nabirala leta. Očaranost s smrtjo, potopitev nasilno pornografijo in priznanje. Pošast sem zaradi tega, kar sem storila. Jaz sem tista. Ne vem, nisem mogla najti boljše besede za opis zla. Točno tako. Jessica Ridgway je bila stara 10 let. Živela je v Westminsterju v Koloradu, predmestju približno 20 minut severozahodno od Denverja. Njena družina jo je opisala kot bistro, veselo deklico. Obožuje šolo, njena najljubša barva pa je vijolična. Njena babica je povedala, da je bila sramežljiva. Bila je tiha, takšno dekle, ki je raje ostalo doma s svojimi Monster High punčkami, kot pa tavalo naokoli. Verjetno je bolj samotarska deklica. Ne sklepa prijateljstev. Mislim, da ima prijatelje in... Ampak ni tak tip, veste, ni prava ekstravertka. Običajno gre kar naravnost v šolo in nato naravnost domov. Rada gleda Disneya, rada se igra z lutkami Monster High. Rada se vozi s svojim skirojem, vendar ve, da mora ostati samo na naši ulici. 5. oktobra se je Jessica zbudila tako kot vsak drug šolski dan. Njena budilka je zazvonila ob 7:45. Njena mama, Sara, se je pravkar vrnila domov iz nočne izmene. Sara je slišala Jessicino budilko, šla gor po stopnicah in ji povedala, da je čas, da vstane. Jessica je prišla po stopnicah dol, malo gledala televizijo, pojedla zajtrk in si olupila pomarančo za malico. Prejšnjo noč je snežilo, zato ji je Sara rekla, naj se toplo obleče. Jessica je oblekla svojo črno, puhasto jakno z roza podlogo, črne škornje z majhnimi cofki in 2 različno obarvani nogavici, ena neon zelena in druga neon roza. Imela je tudi svoje vijolične očala in nahrbtnik, svetlo siv z rožnatimi rožicami. Okoli 8:25 je stopila skozi vhodna vrata. Sara jo je opazovala, kako je prečkala cesto in začela hoditi proti hiši svoje prijateljice. To je bila rutina, vedno ista rutina. Sara je zaprla vrata, šla po stopnicah in odšla v posteljo, saj je pravkar končala nočno izmeno. No, danes zjutraj oziroma popoldne sem nekako vstala in šla v kopalnico. Potem pa sem zaslišala zvok telefona, zato sem šla naravnost dol in vzela telefon. Torej, tvoj telefon ne ostane poleg postelje? Ne. Tako lahko dejansko spiš? Ja. V redu. Keeps calling me. Neka šola, ker se želim vrniti na fakulteto. Tako me neka fakulteta kliče vsak dan. V redu, torej si slišala, da ti je zazvonil telefon in potem kaj? In potem sem šla dol in videla, da je šola klicala in pustila sporočilo. Tako sem poslušala sporočilo in rekli so, da morajo govoriti o tem, da Jessica ni prišla v šolo. In takrat sem odšla in odšla sem tja. No, poskušala sem jo poklicati iz naše hišne telefonske številke. In nihče se ni oglasil. Zato sem zapustila hišo, šla do njegove hiše
in potrkala na njegova vrata. In nihče ni odprl vrat. Zato sem šla do šole in nameravala govoriti z ljudmi v pisarni. V pisarni ni bilo nikogar. Jessica nikoli ni prišla v šolo, vendar Sarah Ridgway tega klica ni videla do približno 16:30, ko se je zbudila. Sara je začela klicati po hiši svoje prijateljice. Nihče se ni oglasil. Odpravila se je do šole, vendar je bila pisarna zaprta. Nato se je vrnila k hiši prijateljice in trkala na vrata. Pozvonila je, a se nihče ni oglasil. Zato je poklicala 911. Senzor 911, kako vam lahko pomagam? Kakšna je vaša nujna situacija? V redu, kaj se dogaja tam? Moja hči je pogrešana. Mislim, da danes zjutraj ni prišla v šolo. Koliko je stara vaša hči? Ona je mrtva. Ok. Je bila z očetom ali kaj takega? Njen oče je v Mizuriju. Policija, v redu. V redu. Kako je ime vaše hčerke? Jessica Ridgway. R-G-H-V-E-J. Ja, Rajveg. V redu. In to je Jessicin rojstni dan. Sledilo je obsežno iskanje, na stotine policistov in celo prostovoljcev ter opozorilo Amber Alert za Jessicino babico. Ta strah je nosila v sebi že leta. Vedno sem se bala, da bi kdo odpeljal enega od mojih otrok ali vnukov. Mislim, tudi za dekleta sem skrbela, ko so bila majhna. In potem so hodile v šolo, preprosto sem bila zaskrbljena. Njena teta Rebeka ni mogla mirno sedeti, zato je vzela svojega psa in začela hoditi po poti, po kateri je hodila Jessica v šolo. Rekla je, ali je Jessica pri tebi? In sem rekla, ne. In potem? In začela je paničariti, jokati in govoriti, da ni prišla v šolo. In kaj si potem naredil? Rekla sem ji, naj pride domov in tudi jaz sem prišla domov. Poklicala je na hišni telefon, a se nisem oglasila. Potem si jo poklical? In potem sem je poklicala nazaj na svoj mobilni telefon. In kakšen je bil potem pogovor? Rekla je samo nekaj v smislu, sem doma in grem gor do šole in ti moraš priti domov, moramo se umiriti, moraš poklicati policijo in pridi domov, moraš priti domov. V redu, in kaj je naredila? Prišla je domov. Prišla je, bila je praktično že na pravu, potem ko si mi rekla, naj pride domov. In kaj ste potem naredili, ko je prišla domov? Ona je ostala tam, jaz pa sem šla s svojim psom v park, na polje, proti Jessicini šoli. V redu. Ali je poklicala 911? Mislim, da ja, ker ko sem se vrnila domov, so bili vsi tam. V redu. Ampak nisi je videl, da bi poklicala 112? Nisem vedela. Ampak Jessica je bila že prej prestrašena. Njena teta Rebeka se je spomnila dneva nekaj tednov prej, ko je Jessica prišla domov vznemirjena. Bila je v parku in tam so bili ljudje, ki so samo stali in opazovali. Rekla je, da so v parku stali neki ljudje, ki so samo stali tam pri drevesu in zaradi tega postala živčna, zato je prišla domov. To je bilo približno 3 tedne nazaj. Potem, 2 dni kasneje, 7. oktobra, je prišlo do preobrata. Jessicin nahrbtnik so našli na pločniku v Superiorju, približno 10 km od njenega doma. V njem so bila njena oblačila, njena pomaranča, njena vijolična očala. In detektivi so takrat vedeli. Tragična resnica. Otrok ne pusti svojih očal za seboj. Jessicina babica je skušala razumeti, kaj se je zgodilo. Ne vem, to ni podobno njej. Ubijala sem ji v glavo, odkar je bila majhna, naj ne vstopa v avtomobile s tujci. Zato ne mislim, da bi to storila. Mislim, v moji glavi si predstavljam, da je morda odšla proti šoli, zamudila je. Tako je šla naprej in tudi ona prišla do šole. Prišla je v šolo pozno. Morda so bila vrata zaklenjena, zato se je odločila, da gre domov. Ampak ne vem, kako bi šla domov in očitno ni šla. 5 dni po njenem izginotju, 10. oktobra, je delavec, ki je čistil smeti ob polju v Arvadi, našel nekaj. To je bila črna vreča za smeti, težka, veliko težja, kot bi morala biti. Stopil sem do nje in jo pobral. Herman je bil morda 10 metrov stran od mene, zahodno od mene. Rekel sem, kaj za vraga? 13-18 kilogramov, ampak je globoka le toliko in je vreča, ki je tako visoka. Kaj lahko tako težko in tako majhno?
In Herman se je šalil z mano. Rekel je, tam je tista vreča denarja, ki si jo iskal. Rekel sem, no, če je to denar, je vse moje, s tabo ga ne delim. Samo šalila sva se sem in tja. Tako sem odvezal zatezni trak. Ima tisto plastiko, kjer povlečeš trak na vrhu vreče za smeti. Kaj je bilo to? Trak za zategovanje. Bil je rdeč, kot rdeča barva. Maček ne more v črno vrečo. Odprl sem jo. In pomislil sem, da je še ena enaka vreča, le da je tesno zvita na dnu. In to je ista vreča, samo zvita. Rekel sem, to ni prav. Nekdo tukaj ni v redu. Veš, to ni smeti. Tako sem prijel dno vreče in tisto zvito sem stresel ven, pa je nekako odskočila z njegovim renčanjem. In potem, ko sem šel to pobrat, sem pomislil, samo stisnil sem. In potem sem se umaknil, rekel sem, Herman, zakaj ne greš ti to pogledat? Videl je izraz na mojem obrazu, rekel je ne, ni hotel iti tja. Ni se hotel približati temu. Rekel je, mogoče je to mrtev pes. Rekel sem, ne, mislim, da ni mrtev pes. Mislim, da bi pri psu začutil kosti, veš, tiste koščene noge pri psih in vse to. Preprosto mi ni bilo všeč na tak način. Ne vem, rekel sem, moj prvi pomislek je bil, ja, to je dojenček. Kaj si rekla? Videla sem barvo kože. Videlo se je, da je bil trebuh prerezan, odprt. In potem tisti fantje gledajo. Gledajo in opisujejo to. Vidite lahko, kje so roke odrezane. To je bila Jessica. In zdaj se je začelo iskanje, vendar ne za pogrešano dekle. Iskali so morilca. Kriminalisti so zbrali DNK z Jessicnega telesa in njene steklenice za vodo. In vse je kazalo na isto osebo. Nekoga. FBI je že oduzel bris nekomu, ki je živel manj kot 1 milijon stran od Jessicinega doma. Mindy je na svojem profilu objavila to sliko tega projekta, ki ga je naredil. In rekla je, da je bilo to nekaj, kar je bilo v Muzeju narave in znanosti ali nekaj takega. In rekla je, kateri je najhitrejši, najmanj umazan način, najmanj umazan način, da se znebiš trupla. In rekla je, Austin ve. Da nekdo je bil 17-letni Austin Sigg. Opustil je srednjo šolo, da bi študiral pogrebništvo in forenziko na Warren Techu. Bil je navdušen nad tem, kako človeško telo deluje in kako se razpade. Fant, ki je zmagal na znanstvenem tekmovanju s projektom o razkroju podgan. In 23. oktobra je njegova mama opravila klic, ki je spremenil vse. Živja, potrebujem, da prideš k meni domov. Moj sin se želi predati zaradi umora 20. septembra. V redu, kakšen je naslov? 10.622, zahodna 102. avenija. In kaj se dogaja? Gospa, ne slišim vas. Pravkar je priznal, da jo je ubil. Vem, želim, da mi poveš, kaj se dogaja. Mi lahko natančno poveš, kaj je rekel? On je to storil in ni povedal podrobnosti. Njeni ostanki pa so v moji hiši. Koliko je star tvoj sin? 17. Počakaj eno sekundo. Kako je ime vašemu sinu? Austin Sigg. Ko je policija prispela na dom družine Sigg, je Austin čakal, brez upiranja, tako kot je obljubil. Odpeljali so ga na policijsko postajo, ga posadili v zasliševalnico in v naslednjih nekaj urah je govoril ter policistom povedal, da se je vozil naokoli in pristal v soseski Jessice. Našel je prostor za parkiranje, kjer ga nihče ne bi opazil in samo čakal, dokler je ni zagledal, ko je hodila in je vedel, da nima kam drugam iti. In potem jim je Austin Sigg povedal točno, kaj je naredil. Yes. Odpeljala sem brata v šolo in ne vem zakaj, sem začela voziti naokoli, kar brezciljno. Šla sem domov za približno 5-10 minut in samo hodila naokoli. Šla sem in se vrnila. Šla sem in
Sem se vrnila v avto po približno 10 minutah hoje naokoli in sem šla. Ne spomnim se, v katero smer sem šla. Spomnim se samo, da sem na koncu našla kraj v njeni soseski, kjer sem lahko parkirala, kjer avta res nihče ne bi opazil, nekje, kjer so bile vse ograje. Ker mislim, medtem ko sem vozila, sem se samo nekako razgledovala. In videla sem jo in našla sem prostor za parkiranje, parkirala sem in čakala in ko je šla mimo, sem jo zgrabila. Bil je naključen kraj, naključen čas, vse je bilo naključno. Zaobila je in rekla sem mi, naj bo tiho, ter uporabila sem plastične vezice, da sem ji zvezala roke in noge skupaj, nato pa sem skočila na sprednji sedež svojega avta in se nekaj časa vozila naokoli. Vredno 10-20 minut. Vprašala sem jo, če ima mobilni telefon in ga iskala. Čas. Nenehno mi je postavljala vprašanja in sem ji odgovarjala, pri tem pa sem ji lagala. Rekla sem ji, da bo vse v redu in sem ji preprosto lagala. V avtu je Jessica ves čas držala snežno kepo v rokah in ko ji je Austin končno prerezal vezice na zapestih, so bile njene roke mrzle in rdeče. V svoji spalnici je sedel z njo, ji vključil Netflix, jo hranil s pico in ji rekel, da bo vse v redu. In potem ni bilo. Od tam sem jo spustila iz zadnjega dela svojega avtomobila. Odstranila sem plastične vezice in jo odvedla v svojo sobo. Posadila sem jo v svojo sobo in ji na televiziji predvajala nekaj z Netflixa. Mislim, da je bila to Family Guy ali nekaj takega, ne spomnim se. Bila je neka risanka. Samo sedela sem tam. Sedela sem tam in jo gledala, ter se spomnim popolne praznine v glavi, brez misli, brez useda. In to me je popolnoma prestrašilo. Zaupila je in rekla sem mi, naj bo tiho. Nato pa sem uporabila vezice, da sem ji zvezala roke in noge skupaj, potem pa sem sedla na sprednji sedež svojega avta in se nekaj časa vozila naokoli. Verjetno 10-20 minut. Vprašala sem jo, če ima mobilni telefon in ga iskala. Čas. Nenehno mi je postavljala vprašanja in sem ji odgovarjala nanje in lagala sem ji. Rekla sem ji, da bo vse v redu in sem ji samo lagala. In tako po dolgem času vožnje naokoli sem našla prostor za parkiranje, kjer sem preverila njen nahrbtnik in ni imela nobenega telefona ali česarkoli. In potem sem skočila nazaj pred svoj avto in se odpeljala nazaj domov. In skočila sem iz avta, odprla garažna vrata, zapeljala noter in za seboj zaprla garažna vrata. Od tam oprosti. Od tam sem jo spustila iz zadnjega dela svojega avta. Odstranila sem plastične vezice in jo odpeljala v svojo sobo. Usedla sem jo v svoji sobi in ji na televiziji predvajala Netflix. Mislim, da je bila to Family Guy ali nekaj takega, ne spomnim se. Bila je neka risanka. Samo sedela sem tam. Sedela sem tam in jo gledala ter. Spomnim se samo popolne praznine v glavi. Nisem imela nobenih misli, ničesar.
In to me je popolnoma prestrašilo. In potem, ko sem tam sedela, verjetno 1 uro mogoče, točno se ne spomnim. Čas je nekako takrat postal čuden. Potem sem jo prosila, naj se preobleče v majico in kratke hlače, ki sem jih imela. In dovolila sem ji, da gre v kopalnico, da to stori. In ko se je vrnila, sem ji rekla, naj vso svojo obleko spravi v nahrbtnik, pripravi nahrbtnik in vse, da bo pripravljena za odhod. In ko je s tem končala, sem stopila za njo. Najprej sem poskusila uporabiti plastične vezice, da bi jo zadavila, vendar so se mi zarezale v kožo in niso delovale, niso opravile naloge. Takoj, brez da bi sploh odstranila vezice ali karkoli, sem takoj prešla na to, da sem je začela daviti z rokami. Ko je bila? Upam, da je bila mrtva. Položila sem jo v svojo kad z obrazom navzdol. In poskrbela sem, da sem me napolnila z vodo, da sem bila prepričana, da je res mrtva. In potem sem ji odrezala oblačila in jih vrgla v vrečo za smeti. In potem se usedla sem se in samo jokala. V kopalnici. Ne vem, kako dolgo. Potem sem v poskusu, da bi prikrila, kaj sem storila, začela razkosavati telo v kadi. In ji dajala v vreče za smeti. Potem sem počistila vse, kar sem lahko. In njeno telo sem vzela in ga odnesla na svoje dvorišče. Imam majhno lopo ob bazenu in postavila sem jo čisto zadaj. Austin Sigg je kriminalistom povedal o žagi in kako je namerava uporabiti Ulfa nož, vendar je trajalo predolgo. Zato je šel nazaj v klet in vzel sabljasto žago. To je zelo močna žaga, ki se običajno uporablja za težka rušitvena dela. Šla sem po škarje, šla noter, izvlekla oblačila, jih vžela v kadi, jih vrgla v črno vrečo za smeti skupaj z drugim raznim smetjem, ki je bilo v garaži. Ne, to je bilo takrat, ko sem to vzela in sem vrečo samo nekako postavila na stran. In vse vreče skozi so bile samo postavljene na stran, medtem ko sem se ukvarjala z ostalim. In potem imaš vse te vreče. Vreče so prišle potem, ko sem odrezala oblačila in podobne stvari. Ko sem prijela škarje, sem prijela tudi vrečo. Kje si jih dobila? Za vreče se ne spomnim, iz katerega od obeh krajev sem jih vzela. Bilo je ali na dvorišču ali v garaži, ker jih imamo na obeh mestih. In zato se ne spomnim, iz katerih sem jih vzela. Veš, katere znamke so? Ne vem. Policist, ki me je vprašal, oziroma ki je prvi prišel k meni domov in me vprašal, če se tega spomnim, pa se ne. In mogoče kot gleda nekaj takega, ne vem. In kako so izgledali? So črne z rdečimi ročaji na vrvica. V redu. Torej so v njih vrvice, v redu. Torej zdaj prinašaš ven samo eno vrečo za smeti? Kaj ne, v redu. Je kot majhen zvitek. Aha, v redu. V katerem pridejo
In tako, ko prinesem škarje in podobne stvari, takrat jih imam. In odrežem oblačila in jih dam v svojo lastno vrečo za smeti, potem, ko jih ožamem. In potem sem samo pustila, da se voda odteče, ker je to trajalo nekaj časa. In ko sem na to čakala, sem šla po žago. To je nekaj, o čemer si že prej razmišljal, ko si razmišljal, da bi to naredil nekomu? Ne. Kako si mislil, da boš to naredil? Mislila sem, da bom uporabila samo olfanož, ker vem, da se človeški skelet sestavlja kot sestavljanka. če zadeneš pravo mesto, se razstavijo. Ja. Ampak nisem se zavedala, koliko časa vzame že samo delo z olfanožem. In zato, ko sem iskala vreče za smeti in zagledala sablasto žago, sem jo vzela in se odločila, da jo uporabim. In mislim, da ste nam to jasno povedali, ampak razumeli ste, kaj počnete. Kaj ste razumeli, da počnete? Zakaj nam ne poveste s svojimi besedami? Ne, kaj sem počela, ker je bila dovolj majhna. Dobesedno katerokoli dekle tisti dan, ki je bila manjše postave od mene, bi lahko napadla. Torej tudi odraslo osebo? Tudi odraslo osebo. Ni imelo nobene zveze s starostjo. Vse je bilo povezano s tem, ali so večji od mene, če jih lahko premagam. Njena starost je verjetno edina stvar, ki me je zadržala, da nisem mučila ali posilila ali naredila kaj takega groznega, ker imam občutek, da bi to morda lahko naredila nekomu starejšemu. Ne vem. In preden je njeno telo pustil na tistem polju, je naredil nekaj premišljenega. Vzel je lesen križ iz svoje sobe in ga položil k časičinim ostankom. Upal je, da bodo preiskovalci sledili napačni sledi, verskemu fanatiku, popolnoma nekomu drugemu. V moje sobi je visel že ne vem koliko časa, ni pomenil ničesar. To je nekaj, kar sem postavila tja v poskusu, da bi spet nekako upala sem, da bodo morda sledili verskemu fanatiku. Ali pa da bi v tem našli nek globlji pomen, čeprav ga ni bilo. Galibno. Ne. Ali ga je tja postavil z določenim razlogom? Samo zato, da bi zmedel policijo. In to je to. Mislim, edina ogrlica, ki jo nosim, je ta. In to je edini nakit, ki ga nosim. Zdaj pa poglejte, kaj so preiskovalci odkrili, ko so začeli raziskovati preteklost Austina Sigga mesece, preden je Jessica izginila. Prišlo je do še enega napada. Ženska je sama tekla ob jezeru Kettner. Nekdo je prišel za njo in ji skušal pritisniti krpo, prepojeno s kloroformom, na obraz. Borila se je, kričala in pobegnila. Med zaslišanjem je pojasnil, kako je naredil kloroform. Verjamem, da je vzel belilo in aceton. In če to zmešaš skupaj, držiš na hladnem in podobno, lahko dejansko dobiš majhne, koncentrirane količine kloroforma iz tega. Takrat policija ni imela pojma, kdo je to storil, vendar je DNK, ki je ostal, kasneje povezal oba primera. Austin Sigg, najstnik, ki je sedel v sobi za zaslišanje, je bila ista oseba, ki je poskušala ugrabiti tisto tekačico. In ko so ga detektivi vprašali o tem, ni govoril samo o tistem dnevu. Razkril je celoten način razmišljanja, istega, ki ga je mesece kasneje vodil k temu, da je ugrabil Jessico. Od tam, kjer sem bil, je bila pot, ki vodi naravnost čez cesto. In načrtovala sem, da jo bom preprosto pobrala in odšla čez cesto, ker tisti dan skoraj nikogar ni bilo naokoli, saj so bili vsi zaposleni z drugimi stvarmi. Dobesedno skoraj nikogar ni bilo. Imela sem toliko različnih možnosti, da nisem vedela. Bila je možnost, da bi jo preprosto pustila v avtu ali pustila stvar v avtu, se nekam odpeljala in ne vem.
Nisem vedela, da si želim, nisem vedela, kaj si večino časa sploh želim narediti. Vse, kar sem vedela, je bilo, da želim nekoga vzeti. Povedal je detektivom, da je šel na lov 2 ali 3krat še pred Jesiko. Vozil je, dokler ni porabil četrt tanka goriva in iskal nekoga, ki je manjši od njega, nekoga, ki bi ga lahko premagal. Da bi razumeli, kako najstnik pride do te točke, se morate vrniti še dlje v preteklost. Austin je preiskovalcem povedal, da se je vse začelo z odvisnostjo od pornografije. Sprva je rekel, da je bilo to nekaj običajnega, nato pa se je stopnjevalo. Začel je gledati bolj nasilne vsebine, bondage, posilstva, snuff filme. In bolj kot je gledal, več je potreboval, da je občutil enako vznemirjenje. Kdaj se to spremeni, kdaj se začne? Razumem, da govoriš samo o odvisnosti od tega. Mislim, ali govoriš o tem, da če ne enkrat na dan, pa večkrat na dan in da masturbiraš ob takšni pornografiji? Ja, v redu. Kdaj se to spremeni in kaj je tisto, kar se spremeni? Opiši mi, kaj si videl podrobno. Opiši mi, kaj je tisto, kar si videl. Car bondage. Videla sem snuff film. Videla sem jih, torej opiši mi to, natančno. O čem govoriš? Kot prisiljena spolna dejanja, kot je posilstvo. Take stvari. Videla sem. Kot razkosanje, ki naj bi bilo v spornem smislu. Videla sem. Sej. In kako si se počutil, ko si to gledal? V času, ko sem masturbirala, sem občutila naval. Počutila sem se dobro. Ampak takoj zatem sem se počutila krivo, ja. Počutil sem se krivega. In bilo bi mi slabo v želodcu in počutila bi se. Ali si še lahko se vzburil ob običajni pornografiji ali je moralo biti nasilje? Sem lahko. Lahko sem, ampak je bilo preprosto veliko lažje za bolj intenzivno. Kako je bilo bolj vznemirljivo? Mislim, da ja. Stvari kot je 4chan, tam imaš prostore, kjer ni nič običajnega. Tam se pojavljajo najtemnejši deli interneta. In kako se ti mu reče? Stvari kot je 4chan, stvari, o katerih govoriš. 4, črkuj to. Številka 4. 4. Chan v internetnem žargonu pomeni kraj, kjer se združujejo fotografije, objave, kjer je vse skupaj zbrano. To je skoraj kot brezimenski Facebook, kjer ne objavljaš svojih stvari. In ljudje. Ugotovila sem, da so takšna mesta tista, kjer ljudje, ki razmišljajo podobno kot jaz, objavljajo vse svoje ideje in vse ostalo. Ali objavljaš? Si že kaj objavil? Torej samo bereš objave drugih ljudi? Ja, nikoli nisem ničesar objavila. Prebral sem in klepetal z ljudmi. Ne, nikoli nisem vzpostavila nobenega stika, samo videla sem te stvari. In mislim, sprva je ogadno, ko to vidiš. In si misliš, zakaj bi ljudje sploh objavljali tako grozne stvari. In ko to vidiš vedno pogosteje, si misliš, no, vsaj ni bilo tako hudo kot tista. In potem se na neki točki to spremeni iz... Ne vem, kje je to, ampak na neki točki najdejo ravno pravšnje ravnovesje. Ko so ga detektivi vprašali, ali se je kdaj počutil, da ga nadzorujejo zunanji glasovi, je rekel ne. Odločitve so bile vse njegove in pravi, da je točno takšna pošast, kot mislijo, da je. Torej nikoli niste imeli občutka, da vas nadzoruje karkoli ali kdorkoli. Odločitve, ki ste jih ste sprejeli sami. Po svoji lastni svobodni volji? Bojim se, da je tako. Želim si, res si želim, da bi obstajal kakšen izgovor, ki bi ga lahko navedla, naprimer duševna bolezen ali kaj podobnega, kar bi pojasnilo to vedenje. Kaj misliš, da bi družba mislila o tem, kar si naredil Jessici?
Vem, kaj si mislena družba, ker se z njo nikoli nisem najboljš razumela, ampak grem da osebno. Sem pošast. Zaradi tega, kar sem storil. Jaz sem. Ne poznam, nisem mogla najti boljše besede za opis zla kot ravno to. Praviš slow? Zelo, ja. Razlog, ves razlog, da sem sploh imela moč reči mami naj pride sem, je bil zato, ker sem mal. Vem, kako narobe je bilo to, kar sem naredila, in vem, da mi česar ne morem narediti, da bi kdajkoli popravila karkoli, kar sem kdaj storila. In edina vrsta. Mislim, da je to lažba, ali ne znam razložiti edina vrsta. Da bi družina Ridgway lahko dosegla kakršenkoli notranji mir, so morali videti, da je tisti, ki je to storil, priveden pred sodišče. In tako, ja, ali misliš? Misliš, Austin, da si to zaslužiš, pravica? Jazz. Ja, mislim, ti si omenil ta izraz, rekel si, da naj oni vidijo pravico. Kar ima on, mislim, oni so uporabili ta izraz pravica za Jessico na novicah tako pogosto. Ampak ali si ti? Govori o kazni zate. Iskreno ne vem, ker ne poznam družine Ridgway, ampak edina stvar, ki jo osebno vem, je, da morati živeti z vedenjem, da je nekdo kot sem jaz zunaj, da se še vedno sprehaja naokoli in podobno. In mislim, nimam nobenega namena napasti kogarkoli. Po tem, kar se je zgodilo z Jessico, res je bilo tako. Zavedla sem se, da je vse, kar sem daj mislila, vse, kar sem dajkoli, vse zmotne predstave, vse ideje, ki sem jih imela o tem, kot si rekla, tiste spolne fantazije, mislim, so bile tako napačne. Novembra 2013 je Austin Seek stal pred sodnikom. Priznal je krivdo za umor, ugrabitev in poskus ugrabitve. V zameno so tožilci umaknili smrtno kazen kot možnost. Austin Seek je bil obsojen na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta po 40 letih. Toda vprašanja iz tiste sobe za zaslišanje so ostala. Kako lahko najstnik postane sposoben takšnega zla? Je bila kriva pornografija, osamljenost ali pa ki je morda že nagibal k temi? Ali pa je imel Austin Seek prav, ko je samega sebe imenoval pošast? Preprosto nekdo, ki ga ni mogoče razložiti in mu ni mogoče pomagati. On je majhen dojenček, ja, vnuk, in vedno je bil najbolj prisrčen fant na svetu. Si to že slišala prej, verjetno? Ni možnosti. Nisem vedela. Res misliš, da vejo? V svojem srcu res verjamem, da vejo. Še posebej glede na to, kako se obnašajo. Mislim, mogoče sem samo nora, ampak veš, jaz sem mama. Vem, kako zelo bi me to prizadelo. Še posebej, ker je bil Austin vedno njen najljubši. Za družino Jessice Ridgway je bil odgovor preprostejši. Njihove hčere ni bilo več in nobena razlaga je ne bi mogla vrniti. Vendar so poskrbeli, da nikoli ne bo pozabljena. V letih po njeni smrti se je skupnost združila, da bi počastila njen spomin. Na njeni šoli so zgradili igrišče, kraj, kjer so se lahko otroci smejali in tekali, tako kot je nekoč počela ona. V njeni soseski so zasadili spominski vrt, kjer se je njena družina lahko spominjala nanjo, tudi na dan, ko bi praznovala svoj 11. rojstni dan. 23. januarja 2013 je mesto Westminster posvetilo parku njenem imenu, Jessica Ridgway. Spominski park danes stoji na vogalu 108. avenije in Simove ulice. Le nekaj minut od kraja, kjer je živela, in le nekaj minut od kraja, kjer so jo vzeli. To je kraj vijoličnih rož, njene najljubše barve. Kraj, kjer se skupnost vsako leto oktobra zbere, da spusti balone in prižge sveče. To je kraj, kjer se spominjajo 10-letnega dekleta bistre, vesele in sramežljive. Ne po tem, kako je umrla,
ampak potem, kako je živela. In v parku, zgrajenem v njenem imenu, njen duh živi naprej. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anželet Levi, hvala, ker ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.